Gospa Jelka Godec, petkovo izredno sejo, na kateri boste odločali poslanci o predlogu za umik referenduma o obrambnih izdatkih, se bodo začele predvidoma tudi parlamentarne počitnice, če se ne bo zgodilo kaj drugega še vmes. Ali lahko poveste, kako bo glasovala v petek vaša poslanska skupina? Boste spet špekulativno glasovali, kot so vas obtožili nekateri iz koalicije? Ne vem nič o špekulativnem glasovanju naše poslanske skupine. Mi vedno glasujemo tako, kot se nam zdi prav, in ne špekuliramo. Mogoče kdo drug v teh izjavah. To je v bistvu izjava Urške Klakočar Zupančič, ne najdemo. Ampak kar se pa tiče samega glasovanja, pa bo poslanska skupina odločila tik pred glasovanjem. To pomeni v tistem odmoru med obema izrednima sejama se bomo odločili, kakšno bo naše stališče oziroma kakšna bo naša odločitev na sami seji. No, čeprav je to nenavadno in čeprav zavračate očitke o špekulativnem glasovanju, SDS in predsednik vaše stranke je vendarle podpornik tega, da je Slovenija članica NATO. In tudi opozarja in se zaveda, opozarja na zavedanje, da pač so časi takšni, da je potrebno več vlagati v obrambne namene. Ja, mislim pa, da je bilo tudi jasno stališče tudi predsednika naše stranke in ostalih naših poslancev, da je pa vendarle referendum potreben, če ne druga, zato, da se opravi javna razprava o zadevah, ki se tičejo varnosti Slovenije in Evrope na konec koncev. Treba je povedati, da ta vlada ni sklicala recimo vrha strank oziroma parlamentarnih strank, predsednikov parlamentarnih strank, niti o deklaraciji o obrambnih izdatkih oziroma obrambi, resoluciji, niti o obrambnih izdatkih, niti ni bil državni zbor obveščen konec koncev o tem, kako se bo odločil predsednik oziroma vlada v Hagu o teh 3 ali 5%. Tako da je referendum neke vrste priložnost, da se opravi širša razprava o tem, kaj je Slovensko vojsko, oziroma kako z obrambo Slovenije in pa seveda z članstvom v NATO, ki pa še vedno je po našem mnenju vsekakor tista, bom rekla, zveza, ki omogoča obrambo Slovenije in Evrope. Če vas človek takole posluša, potem bi lahko jaz iz teh besed, ki ste jih povedali zdaj, vendarle razumela, da ne boste podprli predloga za umik referenduma. Glejte, še enkrat, mislim, da smo tudi v preteklosti poudarjali, pa še enkrat poudarjam, pri tem vprašanju bi morala biti odločna oziroma enotna koalicija. Že pri prvem glasovanju, ne. In tudi z tega stališča, da koalicija ni enotna, nismo bili na sestanku pri predsedniku vlade, ker še enkrat vprašanje o 3,2 milijarde evrov in koalicija ni enotna. Ne čakati na opozicijo, da bo reševala njihove probleme. Še enkrat, torej koalicija bi morala biti enotna in v tem primeru pač prepuščamo tudi koaliciji. Bomo pa še enkrat se pred samo sejo vendarle odločali, kako in kaj. Zakaj pa menite, da ni bilo javne razprave? Kako vidite to delovanje gospoda Roberta Goloba? Zato, ker pač v koaliciji ni enotnosti? Jaz moram reči, da predsednik Golob ne samo v tem primeru, tu bom rekla, predvsem je zadeva eskalirala, kaže na to svojo narcisoidno naravo. Torej, tisto, kar on odloči, tisto je najboljše, ne posluša, potem, ko pa pride do zagate, bi pa skliceval sestanke. Tako je bilo v tem primeru, najprej skoči po glasovanju in napove referendum v NATO, potem pa skliče pravnike, pa skliče vrh koalicije, pa na koncu še predsednika parlamentarnih strank. Žal bi moral, oziroma to bi moral narediti že prej, torej že ob samem oziroma pred sprejemom resolucije se pogovoriti, to ni enostavno vprašanje, gre vendarle za varnost Slovenije in Evrope. No, čeprav nekateri novinarski kolegi, recimo Primož Cirman z portala Necenzurirano, ocenjujejo potezo gospoda Roberta Goloba s tem predlogom, da se glasuje o samem članstvu Slovenije v NATO kot neke vrste poker, ki pa mu je uspel, ker je stavil na vse ali nič. In med drugim recimo gospod Cirman pravi, da ste bili deležni oziroma predsednik vaše stranke, da je bil deležen pritiskov iz tujine in da so nekateri predstavniki opozicije romali na ameriško veleposlaništvo, ki se pogosto rado aktivno vpleta v dogajanje pri nas. In zato se je gospod Janša nekoliko potegnil nazaj. Drži to, da so pritiskali na vas iz tujine in Američani?
Gospod Cirman ima zelo bujno domišljijo, moram reči. No, vem pa, da so bili pritiski različnih veleposlanikov na predsednika vlade. To pa drži. Njegova izjava o tem, da pač razpiše referendum o NATO v tej situaciji, v kateri smo danes v Sloveniji in Evropi, je bila nepremišljena in verjamem, da je imel kar nekaj pritiskov oziroma klicev, kaj s tem misli. Ne. In gospod Cirman, jaz ne vem, pravim, dostikrat ima zelo domišljene izjave. Jaz osebno moram reči, da jaz nisem čutila nobenega pritiska, toliko kot vem tudi naši poslanci ne in tudi predsednik vlade, mislim predsednik naše stranke o tem ni razpravljal oziroma sploh dejal in nismo nič spreminjali stališče. Jaz ne vidim, da bi se naša stranka kje potegnila nazaj. Gospa Urška Klakočar Zupančič je opoziciji oziroma vaši stranki očitala, da komaj čakate, da namočite prste v marmeladi pri orožarskih poslih. To je njena izjava. Zdaj, njene izjave so dostikrat neracionalne, v neki ihti. Te izjave, ki jih je dajala, v bistvu bi morali to njo vprašati, kaj s tem misli. Je pa to bilo tudi na seji Državnega zbora, kjer se je videlo, da je v bistvu zelo zaskrbljena glede glasovanja in je tudi žugala, bom rekla, koalicijskim poslancem, da naj pazijo, kako bodo glasovali, ker lahko pride do razpada vlade. Torej, to so njena, še enkrat, neke izjave, za katere je najboljše, da njo vprašate, kaj s tem misli. No, SDS je naklonjena članstvu v NATO in se zaveda, kot pravite, potrebe po višanju obrambnih izdatkov v teh negotovih časih. Vprašanje, ki se pojavlja v zvezi s tem, je, od kod bo Slovenija ta denar dobila. Ste že razpravljali tudi po vsebini, čemu bi se odrekli, ker nekateri ekonomisti, recimo davčni strokovnjak, ki je bil tudi državni sekretar za davke, opozarja, da bo potreben družbeni dogovor, kajti Slovenija se vsega ne bo mogla privoščiti, torej se bo treba nečemu odpovedati. V Franciji, sicer zaradi drugih zadev, že napovedujejo precejšnje ukrepe na tem področju proračunske porabe, hkrati pa, da bodo zagotovili denar za višje obrambne izdatke. Jaz moram reči, v poslanski skupini o tem sicer nismo razpravljali, je pa jasno, da, oziroma je sploh vprašanje zdaj, kako bo se stvari odvijale naprej, jasno pa je, da bi morala ta razprava opraviti sedanja vlada, še enkrat ponavljam, pred sprejetjem te resolucije, obrambi in pa pred samimi glasovanji o referendumu in pred odhodom poslanci boste odločali o proračunih ja, ampak tudi, predsednika vlade tudi pred odhodom v Haku je pač potrdil to deklaracijo NATO. To bi morali tudi že prej. Kar se tiče pa proračuna, je pa zdaj na sedanji vladi, da te proračunska sredstva oziroma da razporedi tako, da bodo zagotovili tisto, kar so se pač zavezali v Evropi. Kje vzeti, bomo videli, nekaj tudi rahljanja fiskalnega pravila. Je pa jasno, da ta vlada kar na veliko troši denar po nepotrebnem, so določene, bom rekla, še področja, kjer se bi verjetno lahko privarčevalo, in bolj ciljno usmerilo denar, vsekakor pa je, mislim, da pri vseh jasno, da to ne more biti na področju zdravstvenega sistema oziroma zdravstva ali pa tudi katerih drugih pravic, ki so že zagotovljene pravice. To, ko ste omenili, da bi se lahko na nekaterih področjih lahko varčevalo, kaj ciljate na nevladnike, to pogosto omenjate v SDS. Ja, to je vsekakor. Poglejte si te javne razpise, kjer po nekaj tudi 10 milijonov evrov gre v nevladne organizacije, ki raziskujejo, ne vem, ne govorim tu zdaj o gasilcih in to je treba jasno povedati, ampak mislim, da je bilo sistem oziroma projekti v podsaharski Afriki in tako naprej. In tu je kar nekaj sredstev, s katerimi, ki bi jih lahko, ampak verjetno pa je to en manjši del. Nekateri ocenjujejo, da poslanci spreminjate Državni zbor v cirkus. Pri tem verjetno pripomore tudi sama predsednica Državnega zbora s svojim obnašanjem, dvigovanjem krila in tudi nastopi. Zakaj v bistvu niste nikoli začeli postopka po poslanskem kodeksu? Te razprave, ki so bile te dni, so pač dejansko res neprimerne. Jaz vas bi samo nekaj popravila, ko ste rekli, poslanci spreminjate Državni zbor v cirkus. Jaz se ne čutim, da bi jaz ali pa moji poslanci spreminjali.
državni zbor oziroma hram demokracije v cirkus. Ga pa je Svoboda, poslanci Svobode predvsem tukaj prednjačijo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, Lena Grgurevič, Tamara Vonta, poznamo zadnje zadeve. Tamara Vonta je zadnjič kazala osle za hrbtom vašega poslanca Žana Mahniča, ampak tudi gospod Žan Mahnič je recimo predsednico državnega zbora poslal psihiatru. Ne, ni poslal psihiatru, povedal pa je, da ni psihiatra, ki bi jo pozdravil glede na njeno situacijo. Če to opazujete od blizu, moram reči, da je to, lahko stojim tudi jaz za to njegovo izjavo. Glejte, pravite, da nismo nikoli sprožili nekega postopka. Mi smo sprožili postopek torej za njeno razrešitev. Ni bila uspešna, torej izglasovali so, da koalicija vendarle želi takšno predsednico državnega zbora, kjer pa danes lahko opazujemo, bom rekla, neprimerne izjave, obnašanje predvsem do opozicijskih poslancev, jemanje besede, predlog za odvzem besede. Nismo še imeli mandata, kjer bi predsednik državnega zbora predlagal glasovanje o tem, da se poslancu odvzame beseda. Da pa o njenem obnašanju, gledajte, jaz ne bi sicer rada sodila, ampak je res neprimerno in to, kar danes gledajo lahko državljani, jaz moram reči, da ne da me je sram, jaz sem žalostna, da kar se dogaja z hramom demokracije. Skratka, niste mi odgovorili na vprašanje, se pravi, menite, da nima smisla sploh, da sprožite postopke v skladno s poslanskim kodeksom? Nihče ne more nekoga tako diskreditirati, kot se ga lahko sam. Torej, ona z tem obnašanjem, pa tudi drugi poslanci Svobode pač kažejo svojo naravo, svojo, bom rekla, značaj in vedo, da se jim bliža konec in zato tudi takšni izpadi. In gledajte, da bi se danes v državnem zboru opozicija ukvarjala z obnašanjem Urške Klakočar Zupančič, ki je z dneva v dan hujše in z ostalimi poslankami, je neodgovorno do državljanov. Mi se moramo danes ukvarjati s pomembnimi vprašanji, kot je varnost v Sloveniji, kot so zdravstveni sistemi in tako naprej. Torej, mi se bomo tudi v jeseni ukvarjali z koalicijo, z volivci, z našim programom in ne z Urško Klakočar Zupančič. Da, niste me istočnico, moram vas vprašati, ste članica kakšnega strelskega društva? Žal ne. Zakaj pravite žal? Govorili ste o odgovorni politiki, ali je objava na družbenem omrežju X vašega poslanca Žana Mahniča se vam zdi odgovorna politika, ko poziva k oboroževanju? Glejte, o njegovi objavi jaz ne bi, to vprašajte gospoda Žana Mahniča. Za vaše mnenje vas sprašujem. Žan Mahnič je opozoril na tisto, kar danes v državi vemo vsi. Da je odpovedala, da v bistvu odpoveduje varnost v Sloveniji, da policija ne reagira, da zakoni, da pravna država ne velja za vse enako. Konec koncev poznamo primere tudi zdaj iz primerov romske problematike, da se nosi nelegalno orožje, da tudi, bom rekla, prebivalci Dolenjske, če tako želite, nosijo nelegalno orožje, da se predsednica države slika z, bom rekla, z oboroženo vojsko, z rdečo zvezdo in tako naprej. Tudi to potem takem je sprožanje, bom rekla, ali pa neodgovorna politika najvišjih predstavnikov države. In Žan Mahnič je s to provokativno izjavo oziroma zapisom sprožil torej tisto odziv in to je dosegel odziv, da se danes pogovarjamo o tej varnosti, o enakosti pred zakonom, o varnosti, o silobranu, o tem, da se pač državljani očitno bodo morali sami braniti, ker enostavno strani policije, če želite, ne dobijo tiste varnosti, ki jo pač so zahtevali oziroma do katere ste upravičeni. No, čeprav ste gledali morda Dnevnik na komercialni televiziji Pop TV, ker v pogovoru z novinarjem je gospod Mahnič povedal, da je v bistvu to bila provokacija ne zato, da bi sprožil javno razpravo o tem varnosti, ampak zato, ker bojo parlamentarne počitnice in bližajo se volitve. Niste videli te izjave? Ne, nisem, žal ne, sem imela še druge stvari za pogled, tako da nisem uspela. Ampak, pravim, to so Žanove izjave, morate njega vprašati. Jaz pa sem rekla, jaz pa menim, da je vendarle sprožilo to, bom rekla, debato o varnosti v Sloveniji in da je prav, da se o tem pogovarja. Mogoče še pogled v prihodnje mesece, tukaj mislim opozicijsko stranko NSI, ki ima očitne težave
vsaj štiri njeni člani so kazensko ovadeni. Vi govorite tudi na kongresu je bila pač izrečena ta prvič, mislim, da je bilo izrečeno, da boste v koaliciji z volivci, ampak potem boste pa mogli gledati tudi naprej, a ne. Kakšno koalicijo bi se vi želeli, če boste sestavljali vlado? Jaz bi si želela koalicijo oziroma vsekakor vlado, ki bo enotna vlada in bo zelo močna vlada, tako kot je v bistvu sedanja, ne? Če gledate oziroma po številčnosti v državnem zboru, vendar da je bo delo popolnoma drugačno, da bo delo za državljane in da se bomo ukvarjali z razvojem Slovenije, z infrastrukturnimi projekti in drugimi projekti, ki bodo dvignili Slovenijo na višji nivo, da nas ne bodo tako hitro prehitevale višegrajske države. To je ena stvar in res, večinsko vlado, ne. Zdaj, kaj bo po volitvah, to bomo pa videli po volitvah in mi smo se odločili, da o tem ne bomo govorili oziroma ne bomo sklepali nekih koalicij naprej. Volivci bodo odločili in po volitvah se bo potem videlo, kako in kaj sestaviti vlado. No, ker na kongresu, na katerem ste sformulirali koalicijo z volivci, se je tudi govorilo o veliki koaliciji, tudi v koaliciji z SD-jem, ki je potem večkrat to odločno zanikala, da bi šli v koalicijo z vami, a ne. Ampak pustimo zdaj to, ker ste kritizirali delovanje vlade in predsednika vlade. On je ta teden v parlamentu izjavil, da je vladi uspelo najti ravnotežje med javnimi storitvami za ljudmi in med davki. Se strinjate s to njegovo oceno? Ne morem se strinjati z njegovo oceno, če samo pogledamo davek oziroma obvezni prispevek na dolgotrajno oskrbo, tu ni tega sorazmerja, daleč od tega. S 1.7.2025 se pobira davek na oziroma prispevek na dolgotrajno oskrbo, s samim, zakon pa se ne uveljavlja oziroma še ni uveljavljen, kar bi moralo biti, ljudje nimajo dostopa do dolgotrajne oskrbe. Vprašanje, kaj sploh bo. Do septembra sicer obljublja tudi predsednik vlade, da bodo vsi lahko dobili posteljo v domu starejših, ne. To je še eno zavajanje in če samo to pogledamo, tega ni, ne. Če se pa dotaknem še zdravstvenem sistemu, je pa uvedba novega obveznega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. A je kakšna sprememba s tem? Takrat so obljubljali, da ko bo se oziroma preoblikovalo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje obvezni prispevek, da se bo izboljšal zdravstveni sistem, da bodo ljudje prišli prej do kakovostnejše obravnave. Sploh ni res. Čakalne dobe se podaljšujejo, vedno več imamo, zdaj že več kot 150.000 neopredeljenih, torej nimajo opredeljenega zdravnika in tako naprej. Torej, tega sorazmerja ni, jaz ne vem, naj ga pokažem. Kaj pa menite o predlogu o progresiji pri obveznem dopolnilnem zdravstvenem prispevku? Ali se vam zdi prav, da ljudje, ki plačujejo že iz obveznega prispevka več in nimajo nobenih dodatnih pravic več, da bi plačevali še več in ne dobili nič? Ja, saj to je to, kar pravite ljudje, z veseljem. Ker predlog je, ne? Ja, predlog je, da se v bistvu zdaj to ukine, kar je ta obvezni prispevek 37 € in da se ta progresija uvede, ampak glejte, jaz mislim, da vsak državljan z veseljem plača nek davek, če za to dobi, bom rekla, nazaj tisto, kar pač mu je obljubljeno oziroma naj bi mu bilo zagotovljeno. In pri nas bo, tako kot poslušaš tudi gospodarstvenike in zaposlene v gospodarstvu, oziroma že zdaj skoraj dovolj, no. Pobirajo se prispevki za zdravstvo in tudi če bo ta progresija, bojo imeli ljudje dovolj te solidarnosti. Plačujejo več kot 100 oziroma 200 € na mesec, pa zato še vedno čaka v čakalni vrsti ali celo, če pač si lahko, si pač zagotovi zasebnem zdravstvu obravnavo. Torej, še enkrat, ko bo to sorazmerje, torej med vplačanimi davki in tistim dobljenimi javnimi storitvami nazaj na takšnem visokem nivoju, da bomo to res lahko rekli, da je to sorazmerje, potem bo drugače pa je to popolni nesmisel. Še besedo o preiskovalni komisiji, ki jo vodi gospa Tamara Vonta. V vmesnem poročilu pravi, da je stranka SDS med letoma 2020 in 2022 z javnim denarjem domnevno nezakonito financirala stranko Povezane medije. SDS ni glasoval o tem poročilu.
Ja, mi niti nismo člani te komisije, zato ker ko je to komisijo vodila Mojca Šetinc Pašek, je večino naših poslancev predlagala oziroma bilo sprejete, da so priče. To pomeni, da ne moremo sodelovati v preiskovalni komisiji in zato nismo dali nobenega novega člana. To, kar je pa bilo v bistvu na tej preiskovalki, je pa sama Mojca Šetinc Pašek povedala, da je politično nastrojena oziroma pač ustanovljena s tem, da očrni opozicijo in tako kot pravite, notor jaz sem brala sicer sklepe, domneve, bom rekla, subjektivne razlage, tako da v bistvu mi pač nismo sodelovali že z tega stališča, ker ne sodelujemo v sami preiskovalki. Kaj pa preiskovalka o GEN-I in Star Solar? Ja, ker ste obrali podobno, ne? Ja, ampak tam predsednik Tomaž Lah še vedno vztraja na svojem mestu, nič se ne zgodi. Jasno je, da ne more biti predsednik, tudi tam smo mi pač zahtevali, dali to zahtevo, da se poslanci, da so pač priče. Ni se izvršilo, mislim, da je zdaj po letu dni ali če zelo več kot letu dni imel tretjo sejo, dogovor o delu, nič se ne dogaja, torej je jasno, da pač se tudi nič ne bo zgodilo in bo ostalo pri tem, kot je. Vprašati vas moram še nekaj v zvezi z vašim generalnim sekretarjem. Gotovo poznate zapise o tem, da je prišel v nekaj letih do 2 nepremičnin po nenavadno nizki ceni in hkrati tudi brez hipotekarnega posojila. Nekateri iz vaše stranke so mi dejali, da bo moral to pojasniti. Ste vprašali mogoče, konec koncev ste bili podpredsednica stranke, ste razčiščevali, ker to pač meče čudno luč na stranko in generalnega sekretarja. Jaz moram reči, da so me obvestili, da je to članek na necenzurirano.si in tega člankov nisem brala, ker ne berem necenzurirano.si. Bo pa verjetno, če bo pa pač prišlo do teh zadev, jaz mislim, da vsak v stranki zadeve pojasni. Nekateri vaši člani to berejo in kot sem vam rekla, so rekli, da bi si želeli pojasnila na to temo. Do zdaj nismo nič o tem razpravljali, tako da. Bila ste podpredsednica stranke, kako to, da niste več? Ste užaljeni, ker vas je gospod Janez Janša zamenjal? Ne, daleč od tega. Je bil čist dogovor s predsednikom samim, torej jaz sem vodja poslanske skupine in biti podpredsednik, to so 2 funkciji, ki enostavno ne gresta, bom rekla, nista združljivi, no. In tudi, kakor jaz vem, do zdaj ni bil nihče, ki je bil vodja poslanske, tudi podpredsednik, saj mislim, da ne, in jaz mislim, da je to funkcijo, ki jo danes še vedno upravljam, kako naj rečem, dovolj težka funkcija oziroma dovolj zahteva od mene, da sem zelo zadovoljna, da je gospod Černač v bistvu nekako me nadomestil. Gospa Jelka Godec, hvala za pogovor. Ja, hvala vam.